Pozdravljeni v novem tednu in s tem tudi v novi oddaji Tema tedna. Glede na to, da se približuje turistična sezona in ulice že preplavljajo turisti, smo se ta teden poglobili ravno v turizem. Nedavno nazaj je namreč nastalo turistično združenje Love Istria in s tem tudi nove strategije oživljanja turizma. Med njimi je tudi uvajanje novosti, kot je ustvarjanje doživljajskih poti. K turizmu na obali, specifično v Kopru, pa bo prispevala tudi letošnja 1500-letnica mesta, ki bo prinesla mnogo prireditev. To in še več si poglejmo v prispevku. Smo že na sredini aprila in začenja se turistična sezona. V koprsko pristanišče je ta mesec že prispelo nekaj potniških ladij, v letošnji sezoni pa se bo ob potniški terminal privezalo predvidoma 75 ladij za križarjenje. Poleg tega se začenjajo tudi razni festivali in prireditve, kot recimo Altroke Istra Gourmand festivali, ki se tradicionalno odvijajo vsak zadnji četrtek v mesecu na različnih lokacijah koprskega podeželja. Nedavno nazaj pa je nastala tudi blagovna znamka Love Istria, pod katero so se združile turistične organizacije Pirana, Izole, Kopra in Ankarana. Poleg promocije vseh 4 destinacij slovenske Istre je njihov smisel tudi poenotenje oziroma skupna koordinacija dogodkov. Naša intencija je bila, kar se tiče te strani Love Istria, da imamo skupno seznam prireditev, ki dejansko se ne križajo, kar je najbolj pomembno. Ker če imamo mi neko zadevo v Kopru, ali to je nek velik koncert, ali je to Siddharta, ali je to kdorkoli že, in da imajo v istem času ali v Izoli, v Piranu ali v Ankaranu nekaj takega, nima nobenega smisla, ker se potem zgubijo občinstvo. To je bil intenca. Intenca je tudi tega sodelovanja, da se povežemo, da se skoordiniramo, in to zdaj že 2 leti aktivno delamo, da nekako koordiniramo vse dogodke. In to je smisel, se pravi, destinacije, da glede na resurse in glede na sredstva, ki jih imamo, dejansko delamo racionalno in da potem ti dogodki nekako prerastejo. In dejansko želimo si izbrisati iz glave te meje lokalnih občin in vsega tega, ampak da je to kot neka celota. In to nas je tudi STO prepoznal, tako da se vidi, da se trudimo, da se prikazujemo kot destinacija. Zdaj, a je to dogodek en v Piranu ali en v Kopru, z teh 25 km ni neke velike razlike. Slediti nameravajo trendu hrvaške Istre, ki jih po uspehu prehiteva, a si želijo, da bi turisti začeli Istro dojemati kot celoto. Pridevniki slovenska, hrvaška je vseeno. Nam je važno, da pridejo k nam, da postane naša slovenska Istra kot neka vstopna točka v Istro, in to je nek namen tega, da ti ljudje, ki prihajajo iz celega sveta, njih niti ne zanima, je slovenska ali hrvaška, ampak da se dobro imajo, da se dobro počutijo. In tukaj vidimo mi priliko, da se dejansko prilepimo na ta hrvaški bolj del, ki je znan, s tem, da povemo, da je pač to slovenska Istra in da se tukaj dogajajo določene stvari in da imajo določene znamenitosti in določene prireditve, določene, na podeželju stvari za delati, tako da ja, v tem smislu. Istra ponuja raziskovanje lokalnih posebnosti v družbi domačinov in možnost izkustva pristnega istrskega načina življenja. Omogoča različne odprave na izlete in potepanje po lokalnih poteh. Za mlade je sicer možnosti manj, saj slovenska Istra ni koncertno področje, kakor sta to sosednji Trst in Pula. Želijo si biti kulturna krajina z manjšimi koncerti in prireditvami, kjer bi se lahko našli tudi mladi. Sicer pa je novost, ki spada pod turistično strategijo, doživljajske poti, s katerimi želijo turiste usmeriti na podeželje. Mi nekako zdaj lahko govorim tudi, bom rekel, še za Koper in tako, delamo na teh doživljajskih poteh. Zdaj 1.4. bo odprta pot velikanov v Kubedu, pri Kraškem robu planiramo podobno pot, se pravi, bomo rekel, istrski velikani, in te zgodbe želimo razvijati, neke doživljajske poti, neke take. Doživljajske poti so turistični produkti, ki ponujajo obiskovalcem edinstvene in interaktivne izkušnje, medtem ko raziskujejo določeno destinacijo.
Te poti lahko vključujejo različne aktivnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje, degustacije hrane in vina, kulturne oglede ter druge aktivnosti, ki omogočajo gostom, da bolje spoznajo lokalno kulturo, zgodovino in naravo. S 1. aprilom so v Kubedu otvorili doživljajsko pot Velikani Istre. Pravljična doživljajska transverzala po Sloveniji je en poseben način, inovativen način, kako družine skozi doživetja, izkušnjo spoznavajo lokalne posebnosti. Lokalno, naravno in kulturno dediščino, običaje, navade in tudi življenje v teh konkretnih krajih, po katerih te poti potekajo. Vse poti so seveda povezane in temeljijo na zgodbi, zapisani v slikanici, vključujejo urejene poti v naravi z doživljajskimi točkami, otroci pa se na pot opravijo z didaktično beležko, s katero rešijo misijo, vsakič drugo in na koncu jih čaka zaslužena nagrada. To je tudi način, da spodbujamo gibanje v naravi, raziskovanje narave, nek odnos do narave in družinam pomagamo pri vstopanju v svet pohodništva. Tako, mi se trudimo v zadnjih letih tudi goste usmeriti na bogato zeleno podeželje, tako da današnji otvoritev te pravljične doživljajske poti je korak k temu za razvoj tega tudi zelenega podeželja. Gre pomembno tudi z vidika družinskega turizma, da se te koraki usmerijo v to, ker nenazadnje to je pomemben segment turizma. Doživljajska pot Velikani Istre je pravljična pot v Kubedu, ki je močno povezana z identiteto kraja in dediščino Istre. To družinsko doživetje vabi na raziskovanje sveta velikanov. Zanimivo je predvsem za otroke, saj je interaktivno. Z velebeležko zbirajo velepečate in odkrivajo skrivnosti Istre. Velikani Istre so res zelo posebna dogodivščina, ne samo, da se dogajajo v tej slikoviti vasici Kubed, in da se seveda potem obiskovalci podajo po poti na Lačno, spoznajo res pristno Istro z njenimi vonji, z raznolikimi zelišči, z zgodovino pašništva. Spoznajo seveda tudi druge posebnosti, ki so povezane predvsem z istrobeneščino, narečjem, govorico. In da, iščemo velikane Istre, ki so Istro zgradili, ki so nekoč tukaj že bili, ki so zaradi pohlepa ljudi Istro tudi zapustili. Danes pa smo boljši, vsaj mi škrateljci smo seveda boljši in bomo se velikanom znali zahvaliti za njihovo veliko delo in morda se zopet vrnejo v te kraje. Morda so pa že tu. Projekt Velikani Istre je zelen turistični produkt. Omogočila sta ga Mestna občina Koper ter Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju z Zavodom Škrateljc. Na trasi so obnovili suhozidno pastirsko hišico in izkoristili obstoječe objekte, naravne materiale ter jih z umetniškim posredovanjem spremenili v skulpture, ki predstavljajo del vizualne upodobitve zgodbe. Doživetje vzpostavlja sinergijo s številnimi akterji na področju turizma, kulture in kulinarike v občini. Družbeno-ekonomska vrednost doživljajskih poti za razvoj turizma je večplastna. Obogatijo lahko turistično ponudbo destinacije in jo naredijo bolj privlačno za obiskovalce. Edinstvene izkušnje, ki jih ponujajo, lahko pritegnejo različne segmente turistov, vključno z avanturističnimi popotniki, ljubitelji narave, ljubitelji kulinarike in podobno. Razvoj doživljajskih poti omogoča destinacijam, da se izogibajo sezonskim vrtincem in diverzificirajo svojo turistično ponudbo. Lahko spodbujajo trgovski turizem, saj gosti vključujejo turistične in poudarjajo spoštovanje narave ter okolja. Doživljajske poti lahko pomagajo ohranjati in krepiti lokalno identiteto ter skupnost. S spodbujanjem ohranjanja tradicij, obrti, kulturne dediščine in lokalne kuhinje lahko poti prispevajo k občutku ponosa in pripadnosti med prebivalci destinacije. Podobno doživljajski poti pa je tudi arheolov, ki je nedavno nazaj po uspešnem zgledu Ptuja nastal tudi v Piranu. Ustvarila ga je arheologinja Vesna Merc. Gre za tehnološki vodnik po najdiščih in po starih mestih. Jaz sem arheologinja in sem vedno imela željo narediti preteklost bolj zanimivo. Nekako se mi je zdelo, da muzeji
vsaj včasih so precej suhoparno predstavljali zadeve, pa se mi je zdelo, da preteklost ni samo tisto v muzeju, ampak je tudi po mestih. Vedno vsako mesto se razvija iz nekega zgodovinskega tkiva in tam je potem cel kup ostankov zgodovine in pa arheologije, ko v bistvu ljudje hodijo mimo in ne vejo, zakaj se gre. Jaz sem hotela, da je to pokazano bolj zanimivo in privlačno, predvsem pa igrivo. No? In mi smo potem prijavljali projekt na Ministrstvu za kulturo za spodbujanje kreativnih industrij. Smo bili izbrani za razvijanje prototipa nekega izdelka, povezave turizma in pa kulturne dediščine. Namenjeno je družinam, še posebej pa je zanimivo otrokom od 6. leta starosti do vključno 3. triade osnovne šole. Ustvarjalcem je bilo v interesu tudi, da naredijo igro, ki otroke odtegne stran od pametnih naprav. Arheolog je taka pustolovščina, dogodivščina mestna. Malo je podobno recimo sobam pobegam, dobiš neke uganke, na katere je potrebno odgovoriti, iščeš po mestu namige, zbiraš jih, zapisuješ v knjižico. Imamo uganke, ki so malo računske, malo moraš potem kaj poiskati po mestu in potem zbiraš točke in na koncu je še eno skrivno geslo, ki ga potem družina v bistvu skupaj odkrije. Tako da je ena igriva pot skozi mesto, v kateri se nekaj naučiš, predvsem se pa zabavaš. Po obdobju covida, ko je vse obstalo, je turizem torej naredil korak naprej in si opomogel. Istra ponovno začenja živeti. Ja, tako, COVID je vse skupaj malo prerešetal, premešal karte na tržišču, tako da zdaj se ponovno vračajo tudi gosti, ki so bili mogoče malo zadržani doslej, recimo tudi v primeru italijanskih gostov. Vse več je recimo v tem obdobju velikonočnih praznikov beležimo dobro zasedenost, cirka 80%. Recimo od obiska je največ domačinov, od tujih pa italijanski gosti, avstrijski, nemški in pa tudi madžarski gosti, tako da botruje tudi pestro dogajanje, ki v teh dneh v naši destinaciji. Letos je na območju slovenske Istre v ospredju tudi praznovanje 1500. obletnice mesta Koper. Izvedlo se je in se še bo kar nekaj prireditev, ki bodo lahko privabile tako občane kot turiste. Cilj je obeležiti pomen mesta tako med prebivalci kot med obiskovalci. Poleg praznovanja mesta pa je namen nekaterih prireditev tudi oživitev mestnega jedra. Torej, zdaj ob prazniku Kopra 1500 let je v organizaciji vseh javnih institucij v Kopru, poleg našega Zavoda za mladino, kulturo in turizem, dejansko narejeno čez celo leto plan prireditev in dogodkov. Ob tem se dogaja tudi to, da smo vse deležnike v mestnem jedru Kopra povabili k sodelovanju pri, obogatitvi gostinske ponudbe, kar so storili in smo pozitivno presenečeni in se v tej priliki še enkrat zahvaljujem za to. Dejansko je ponudba gostincev od čokolade Sivko, limonade Sivko, koktelov Sivko, torte Sivko, celo nakit bo v znamenju Kopra narejen, tako da je kar veliko število ljudi, gostincev pristopilo k tej zadevi, kar smo zelo ponosni in hvaležni. Koper bo tudi okrašen že z današnjim dnevom z zastavicami, ki obeležujejo tole obletnico. Prav tako so avtobusi lokalni z logotipom Kopra 1500. Omogočili smo brezplačno vsem trgovinam v mestnem jedru, da se z nalepkami okrasijo izložbe. In tudi še enkrat apeliram, da imajo možnost jih naročiti preko Zavoda za mladino, kulturo in turizem. Potem je, se pravi, osrednji dogodek bo junija, in sicer sredi junija, kjer bo praznik svetega Nazarja. Tam bo procesija. Po procesiji pa je predviden sejem svetega Nazarja na Prešernovem trgu. To je še ena od zadev, s katerim si želimo počasi obuditi življenje v mestnem jedru. Kakšni pa so načrti za razvijanje turistične strategije v prihodnje? Še več promocije ter sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden z novo temo. Nasvidenje.